Dobro večer oziroma dober dan, dobrodošli na pogovoru s Tadejem Golobom o recimo temah romana Oj, Triglav, moj dom. Ampak preden greva na roman, včeraj sem bila na enem najbolj veselih pogrebov na Žalah v Ljubljani, to je bil pogreb Mance Košir. Če se prav spomnim iz najinih mnogih pogovorov, si rekel, da je bil to predmet, ki ga je imela ona očitno intervjuje, tvoj najljubši. Kaj nam lahko še kaj poveš o Manci kot profesorci recimo? Ona je bila zelo, dober večer še z moje strani, pa ampak ne zaresno. Mislim, ona je bila taka zelo originalna profesorica, ne. Vsi drugi so bili, mislim, vsi drugi, zdaj, da jih ne bom užalil, ampak večina drugih je bila tako nekih sivih, zelo starejših likov, ona je bila pa nekako sveže delovala, no. Jaz se spomnim enega njenih prvih predavanj, ko nam je razdelila tam neke kamne in smo morali tiste kamne nekaj premikati in jaz sem se uspel skregati takoj s svojim cimrom, ki je premaknil tisti kamen nekam, ne vem kam, ko sem jaz pač domneval, da ga tam ne bi smel, ne. Tako da je pač dokazala nekako meni že takrat moj karakter, ne, prepredljiv. Saj ne, da jaz tega ne poznal, ampak no, take metode je imela, no. Pa jaz se spomnim, da sem dobil edino pri njej, pa še pri enem predmetu moji edini desetki na faksu, ne. Prav pri intervjujih. Drugi upa ta Šešerko za filozofijo, ne. Njega se pa še jaz spomnim. Oba sta že mrtva, no. Malo prej, preden se je začel pogovor, si mi govoril o tem, da si v 3. letniku pustil študij novinarstva in da si v bistvu žrtev vojne, ker v času, ko bi moral delati nekaj izpite, je bila pri nas že agresija, da bomo rekli vojna. A je res vojna botrovala temu, da nisi dokončal študija novinarstva? To je bil bolj ali manj moj izgovor, ne, na nek način. Jaz sem se naveličal tega študija, ne. Jaz sem začel zelo obetavno. Pač, ko sem prišel v prvi letnik pisati, to je bilo nekje v začetku junija, me je ona, pač, ki je delala v pisarni, mi je rekla, ja, ampak če hočete vpisati, morate imeti vse izpite narejene, ne. Sem rekel, saj zato sem tukaj, jih imam, ne. Pol drugi letnik sem že tam na Jedvite jade nekako zvlekel, tretjega sem načrtno ponavljal, ker je bilo to nekako možno takrat, ne. Po pa nisem več načrtno ponavljal, ampak sem v bistvu, ne. Pač, nekako, jaz sem stanoval za Bežigradom v Študentu in sem, to se pravi nek 130 metrov od faksa, ampak v 4. letniku sem enkrat po pomoti šel na faks, drugače pa nisem več tja zahajal. A si že delal kot novinar, zato nisi študiral? Tudi to, ja. Ampak lahko bi študiral, če bi se mi dalo, ampak nisem. Se ti zdi, da si zaradi tega, ker nisi dokončal fakultete, študija za kaj prekrajšano v življenju? Jaz sem srečal pol Manco, ko že govorimo o njej, kar nekaj let kasneje na ulici tam pred televizijo v Ljubljani in ona me je prav napadla, da bi jaz moral to končati, že zaradi tega, da imaš občutek, da si nekaj do konca speljal, to je edini pomislek, ki mi ga je takrat usadila, ker jaz sem bil čisto srečen s tem, da nisem nič naredil, mislim, nič mi ni manjkalo, meni se ni zdelo, da mi kaj manjka, ne. Se pravi, ko si bil majhen, si rekel, jaz, ko bom velik, bom novinar in mogoče bom še kaj napisal, ali kako je šla ta zgodba, da si prišel do študija novinarstva? Jaz sem bil nekako v svoji glavi pomirjen že s tem, da grem na Vekš v Maribor, ne, ker sem pač iz Lenarta in sem v srednjo šolo sem hodil na gimnazijo v Maribor. In pol sem pa nekako mesec dni pred tistim predopisom, ko je bilo treba se odločiti, nekako dojel instinktivno, da če bom pač hodil na Vekš, bom ponavljal to, kar sem celo srednjo šolo, se pravi, se prepiral doma, potem šel na avtobus, na faks in pol domov, ne. In da bom praktično, ne bom zapustil Lenarta, nikoli, verjetno, ne. Tako da takrat sem se pol na hitro odločil za Ljubljano. Takrat, če nisem vedel, kaj bom šel študirati in sem šel z namenom, da bom pisal politologijo na FDV, takrat še FSPN. Ne me vprašati zakaj, ker ne vem, kaj sem si sploh predstavljal potem, ne.
Ampak sem falil učilnico, ker so se opisovali in sem končal tam, ker so bili novinarji in potem nekaj, še sem že tu, pa ajde. Tako je bilo nekako z mojo izbiro predmeta. Ne. Pa še celo tako, da sem šel na filofaks in sem upisal italijanščino pod A, pa novinarstvo pod B. In pol, ko sem šel v vojsko in ko sem prišel iz vojske, bi moral potrditi ta upis. Ne. In jaz grem na filofaks takoj 17. septembra, dan po tistem, ko sem prišel iz vojske, iz jugoslovanske, in stojim 3 ure v vrsti, res 3 ure sem stal v vrsti, pridem tja, pač povem, jaz sem pač prišel potrditi upis, ona gleda, pravijo, vi pa niste predupisa naredili. Ne. Danes bi vrat zavil, takrat sem se pa pustil dognati, ne, in tako pač nisem šel italijanščine študirati. Ne. Vse bi imel velike težave, ker pač ni moj materin jezik, pa niti blizu, ampak glej. Ampak Tadej, odkje iz te štajerske želje po italijanščini? Ja, jaz sem imel... Zakaj ne nemščina, recimo? Ja, glej, zdaj si mojo travmo načela, ne. Jaz sem pač v Lenartu so imeli kot pač prvi tuj jezik in edini tuj jezik angleščino in potem, ko se je bilo treba na gimnazijo opisati, je bil razred vozačev, smo imeli na izbiro latinščino ali pa italijanščino, ne. Ker oni drugi z Maribora so imeli francoščino, ne. In sem bil vesel, da pač me se zdela italijanščina tak ljubek jezik in dejansko je, ne. In potem sem imel, vsa 4 leta sem bil nekako še kar solidno v tem jeziku in sem mislil, da bi to bilo fajn pač razviti, da bi znal še kjer tu jezik, razen pač meni tuje slovenščine. No. Ampak očitno znaš italijanščino dovolj, Ne znam. ker lani, a kdaj smo že bili v Trstu, ko si gostoval ponovno pri slovenskih zamejcih v Trstu na njihovem festivalu, si povedal, da ko si bil v Rimu, ali kje že, je prevajalka zamuja na pogovor in si sam speljal vse to v italijanščini. A se snema to? Ja. Me bo vrat zavila, če bom to ponovil, ampak bom vseeno. No. Mi smo bili v Rimu in potem smo iz Rima šli v Neapelj, ne. In ta Patricija, sirota, je zgrešila vlak in se usedla na tisti za Torino, tako da je zamudila v Neapelj. Je prišla, ampak jaz sem tam pač bil prisiljen govoriti po italijansko. No. Zdaj, pa je, da so me razumeli. No. Tako da, kljub temu, da nisi študiral italijanščine, se ti nekako le obrestovalo to v življenju. A niste pa govorili nemščine v tem vašem Lenartu, v teh štajerskih koncih? Ni bilo nemščina drugi jezik, tako rekoč? To je bila večno moja travma, ne, ker živeli smo pač 15 km od meje, imeli smo malo mejno prepustnico, ampak z tega jezika nisem znal, ne. Zato sem se pač upisal v neko nemščino, tu že v poznih srednjih letih v Ljubljani in mislil pač, da bom, ko bom pač izdajal te svoje knjige v nemščini, da bom znal to obrazložiti nemški publiki, ampak nisem prišel še tako daleč, ne. Znam približno, 1, 2, 3, ampak ne, še zmeraj boljše italijansko kot nemško. No. Ne bi te prodali zlahka, po mojem. Kdaj se je pa začela želja ali pa to, kako se temu reče pri vas, alpinistih, plezalcih, a si se rodil s to željo, s tem klicom po hribih, a so tvoji starši hodili v hribe? Ne, jaz ker mislim, da to prvo, kar si rekla, sem se rodil s tem. Ne. Že ko smo šli na morje, vem, ko smo kot otroci, kot družina hodili na morje, mene je zanimala obala vedno, ne, tiste skale na obali, morje samo ne toliko zelo. Ne. Nekako sem imel to v sebi, ker nisem imel nekih vzornikov, nihče iz Lenarta ni plezal. Imeli smo neko planinsko društvo in jaz sem hodil s tem planinskim društvom, tudi mislim, da smo šli na Peca enkrat, pa na Kum, tega se spomnim. Ampak da bi nekako drugače bilo to, kot da je bilo vseeno v meni, jaz skoraj ne bi rekel. No. Mislim, jaz sem si, zmeraj, ko sem bral te knjige o puščavi in goščavi, pa Žila Verna in to, sem vedno razmišljal, kako smolo imam, da sem se rodil v 20. stoletju, ne, ker vse je že odkrito, vse je raziskano, nič več se ne da raziskati, nič novega ne morem najti. Pol kot alpinist sem pa ugotovil, da se mi je cel nov svet odprl. Ne. Prvenstvene sem bili nove, ker še nihče ni plezal, tako s temu sem posvetil svojih naslednjih 30 let. In katera je bila prva večja, kako se temu reče, gora, na katero si šel? Kateri je bil tvoj prvi večji vzpon? In kdaj je to bilo? Moj prvi vzpon je bil
čez severno steno Debele peči v Krmi, prav prvi v naših stenah. Vem, da smo šli tja nek petek, da je deževalo takrat, če ni bilo teh vremenskih natančnih, pa tudi, če bi bile, bi mi verjetno vsem šli. In pol je soboto deževalo na polno, nismo se s koče premaknili, z Kovinarske od spodaj. Pol je pa v nedeljo tako malo za kratek čas nehalo deževati, da smo izkoristili in tisto steno preplezali. Nazaj glede nas je že pralo, ker je polno deževalo in takrat na vrhu sem prav doživel tak orgazmičen trenutek, da sem kar vedel, da to hočem delati, pač dokler bom lahko. Ampak ne vem, kdaj sva se pogovarjala in si rekel, koliko teh ljudi, s katerimi si plezal, jih ni več. To je eno večje tveganje, kakor takole živeti vsak dan v mestu, recimo. To je pravzaprav veliko tveganje. In kako sprejemaš, še vedno hodiš v hribe, ti si imel nesrečo, padel si, ljudje umirajo, ampak ti še vedno hodiš v hribe. Te nič ni strah po teh smrtih, ki so se tam zgodili, ali po tem, kar si ti doživel, čeprav vem, da se ne spomniš. Mislim, mene je bilo strah od vsega začetka. Mislim, jaz poznam ljudi, ki jih ni bilo strah in teh zdaj v bistvu ni več. Tako da mislim, da me je to obdržalo pri življenju, da me je bilo vedno strah, da sem vedno z respektom gledal tisto steno, ki smo se lotevali. Drugače pa, mislim, meni je alpinizem dal toliko veliko, da kljub tem smrtim bi, če bi se še enkrat rodil, pa se ne bom verjetno, bi ponovil vso stvar. In nesreče, ki si ti zgodila, se še vedno ne spomniš? Ne. Bi si jo želel spomniti? Ne, absolutno ne. Mislim, jaz po fragmentih se spomnim mečken, kar je bilo prej, tistega dne, enih tri kadri, samega padca, pa tistega se pa ne spomnim. Ti je pa nesreča dala uvid še v nekaj, kar je danes pri nas pereča tema in govorimo o času najdaljše zdravniške stavke pri nas. Si se dobro spoznal z zdravstvenim sistemom v Sloveniji. Še vedno trdiš, da ko gre za akutne stvari, hude poškodbe, da so zdravniki in vse osebje in vse funkcionira hitro, pol se pa ustavil. Vse Miha Macin je enkrat že pred kar nekaj časa napisal eno kolumno, v kateri je postavil podobno trditev. V bistvu, kadar gre za res te naš sistem oziroma pač ljudje, ki delajo v tem sistemu zelo uspešno in nekako vzamejo za resno. Potem se pa zaplete, seveda. Mislim, to že bolnice vejo, ko so me dali z intenzivne na polintenzivno, pa potem normalno oskrbo, se je že na intenzivni rekla, da tam imajo vse na voljo, potem bo pa tega vedno manj. Tako da ja, vedno slabše, čim boljš, ko je s tabo, vedno slabše okrog tebe. Ampak ti imaš še vedno opravka z zdravniki. Je to posledica nesreče, te še pregledujejo, so vse ugotovili, kaj je posledica nesreče, kaj je ostalo neznano, skrito? Zdaj ne vem, kaj je posledica nesreče, pa kaj je emša, ampak jaz sem pač nazadnje, ko sem bil na Soči, prav vprašal tega direktorja, mojega zdravnika, doktor Garableca, če je to zaradi nesreče, in je rekel, da če prej nisem imel tovrstnih težav, da je. Imam pač neke težave s tem kolkom, da se bom dal operirati, verjetno prav tu v Novem mestu, ko bom prišel na vrsto in sam še to zrihtamo, pa smo. Glede na to, da imaš ti vse skozi odlično kondicijo, da plezaš, da hodiš v hribe, da kolesaraš, da plezaš v plezalnih centrih in tako naprej, a je smiselno sploh kakšno predvidevanje, če bi se to, kar se je tebi zgodilo v hribih, zgodilo nekomu, ki nima te kondicije in te vzdržljivosti in moči? Ne vem, kaj bi bilo. Mislim, zdaj, jaz sva sem imel ogromno sreče, ampak tudi moj kolega Božo Dimnik, ki je tudi zdravnik po osnovni profesiji, je rekel, da če bi kdo drug padel, ker ne bi bil to kompaktno, da bi že na 3 kose končal. Ampak jaz mislim, da mi je predvsem, kar se okrevanja tiče, mi je pomagalo prav to moje
športno življenje pred nesrečo. Ne? Ker nekdo, ki se dosti resno ukvarja s športom, ima itak ves čas občutek, da je na meji poškodb, ne? In da je ves trening je v bistvu sam saniranje poškodb. In redki so trenutki v življenju nekega športnika, ko ga nič ne boli. Ne? In jaz, ko sem se pač zbudil po komi takrat v bolnici, jaz sem imel tak program, ki je bil vsajen vame že 30 let, da sam še to zrihtam pa bo, ne. Nikoli nisem razmišljal, ker sem prišel na Sočo, so mi rekli, a veste, vi morate imeti nek načrt okrevanja, ne. Pa sem vprašal, kaj točno imate v mislih, ne. In dajte si postaviti nek cilj, recimo, da se boste, ko bomo mi končali z vami, se boste lahko sami stuširali, pa sami oblekli, pa tudi v trgovino mogoče šli, saj to je vaš cilj, ne. Sem rekel, ne lih, ne. Tako da, pač to se mi zdi, da me je pomagalo, ta mindset. No. Kaj pa je bil takrat tvoj cilj? Moj cilj je bil prlaufati na Krim iz doline v 55 minutah. Ok, se pravi za nas, ker nimamo tvoje kondicije, ker ne hodimo v hribih, boljš, da tega ne počnemo, če se nam slučajno kakšna nesreča zgodi, da se gremo kle urbano pohajkovanje, hojo in tako naprej. Veš, kako je, nesreča se ti zmeraj lahko zgodi. Ne? Tako da, mislim, tudi meni se je zgodila pri taki stvari, ker sem bil popolno prepričan, da se mi ne more nič zgoditi. Ne. Ni bil to neko spon, nekaj nevarnega. Na malo bolj strmem travniku. Ne. Pa vendar si, ko si v bistvu, ko si prišel k sebi, ko si dal vas ta zdravstven sistem čez, je v bistvu potem sledila knjiga Koma, ne? V bistvu si ti potem še dopisal knjigo, kljub temu, da si imel neke časovne luknje, da si nekaj časa mislil, da si v času druge svetovne vojne in tako naprej, ampak knjigo si pa napisal. Prve, ne druge. Ne, jaz sem, ko sem se zbudil s Kome, pa prišel z bolnišnice, jaz sem že v bolnišnici, se nisem spomnil knjige. Mislim, da je šlo, takrat za virus, ne, da Koma je kasneje nastala. Ja, točno. Da je šlo za virus, da sem imel dober občutek, ne. Manjkalo sem še eno poglavje in potem sem tisto poglavje pač še napisal, nisem pa mogel vedeti, kako je z mojimi možgani, ne, a veš, tudi. Tako da sem tisti virus je bil neke vrste test, ne, ker smo ga dali ven tudi na mojo željo že decembra, po 2 knjig ne izdajaš decembra. In v bistvu je bilo testiranje ves čas še danes v bistvu, a to dela ali ne. A veš, kako je pri tvojih knjigah, tudi če damo decembra ven, je še zmeraj najbolj prodajna naša knjiga, tudi če je samo en mesec zunaj, tvoj kriminalni roman. Ja, lepo slišati. Tako, vse gre lepo in dobro in ljudje kupujejo in tako naprej, ampak potem pride sejem, pride tvoja knjiga in katera je naša najbolj prodajna knjiga, sejem, vemo, je novembra, katera je naša najbolj prodajna, pa ne samo naša, tudi v Sloveniji, ne, večkrat, to je tvoja knjiga. V mesecu in pol ti podreš marsikateri rekord. Ja, saj to je tudi zame na nek način presenečenje. Jaz sem sicer po osnovni človeški naravnanosti optimist, ne. Jaz sem že za vse svoje knjige, že preden sem se lotil kriminalk, nekako vedno imel take scenarije, ne. Če bo bestseller, prodajna uspešnica, vsi bomo srečno in dolgo živeli od tega in pol uresničilo se šele z Jezerom, ne. Dosti pozno v bistvu, ne. Je pa res, da so mi že od Jezera naprej govorili, ja, to je zdaj ena uspešnica, že druga knjiga ne bo tako, pa tretja, pa pol, da gre ta krivulja navzdol. In če sem na kaj ponosen, sem na to, da je 6. kriminalka, pa še zmeraj je krivulja vsaj enakomerna, če celo ne raste. Ne. Tako da to se mi zdi zelo v bistvu največji dosežek, kar se tiče moje kariere pisca kriminalk. No. Tudi vsaka tvoja nova knjiga, ki pride, pomeni, da se tista prejšnja in tiste prejšnje spet se začne ta krog in jih spet začnejo kupovati in brati. Tako da ne pomenijo te velike številke, da veljajo samo za zadnjo knjigo, ampak dvignejo rating tudi tvojim prejšnjim knjigam. Recimo, to se mi zdi tudi zelo lepo, ne? Fajn. Koliko pa imaš kaj namena napisati kriminalnih romanov?
Ne vem, jaz Nimaš akcijskega načrta. mislim, v glavi imam naslednjo kriminalko tako bežno, tudi malo sem že dal na papir neke okvirje in se jo bom lotil v kratkem in bo išla leta 2026, ne 2025. Ampak ne vem, glej, se pravi, za naslednjo vem, za kaj več pa ne vem več, no, če se mi bo še dalo. V že omenjenem virusu je nekaj Dolenjske in ne boste verjeli, v tej Oj, Triglav, moj dom zaseda pomembno mesto, tudi Novo mesto. Za tiste, ki še niste prebrali, vam ne bomo preveč razkrivali, ampak je to na nek način to dogajanje v Novem mestu, ki je posledica dogajanja na Triglavu, najprej poklon založbi Goga, recimo, ki izdaja vse tvoje knjige, si rekel, zdaj po vseh teh letih pa čas, da se jaz Novemu mestu zahvalim. Ja, s tem, da enega morilca damo tu, ne, ampak spoiler, pardon. Ja, na nek način, ampak je pa tudi malo praktično korenine. Jaz pač pišem o tistem, kar poznam in zdaj Novo mesto sem že kar domač zaradi tega, zaradi Goge in tudi kolesarski vodnik sem dal eno izhodišče prav pred Gogo postavil, drugače so postavljene nekje na obrobje mesta. Dobro, Novo mesto je pač prikladno majhno, pa od tu do Trške gore ni prometa, tako da se da. Ja, na nek način je en tak majčken omaž Novem mestu pa Gogi. Kaj pa lahko znotraj tega, kako bi kaj namignil, recimo, ti se dotakneš z umorom na Triglavu Novega mesta in na nek tako mal neviden način tudi tega slavnega Jaz tudi gibanja, Me Too. Ja, pač to sem vključil noter, ne. Na kak način misliš? Ja, ko se vse razreši, je tudi še iz kome jasno, kaj se je zgodilo z nekim, kako naj povem, da ne povem preveč, mislim, ali kar povem. Ne povedati, ne. Mislim, jaz sem dal, vključil sem tudi to dogajanje z tega fotokluba. Mislim, Fotopub. to je fotopuba v ozadju, ne nič poimensko, pa konkretno, ampak ozadje, če bereš, zato je to mogoče tudi Novo mesto, ne. Pa mislim, da sem dosti originalno zastavil, kdo je žrtev droge za posilstvo, ne. Oseba, na katero zadnje pomisliš. Tako, zelo, zelo, zelo zvito, prefrigano, skrito, dobro. Tudi ko sem brala, sem šele potem, ko sem šla čez ta del, me je takole malo udarila, sem rekla, no, take reakcije na Me Too, na Jaz tudi pa še nisem brala, ne. Saj veste, to je zmeraj povezano z mladimi lepimi ženskami in ostarelimi profesorji in tako naprej, ne. Ampak tule je zgodba čisto drugačna. Je pa to, se mi zdi, prvi roman, ker se vsaj meni tako, mi je tako žal tega morilca. Ponavadi si rečem, dobili so svojo, v Dolini rož sem na še kar slabe vole, ker ni bilo te zaključka tej bogataški, mafijaški sceni, si mislim, tako kot v življenju so ji to tle dobro odnesli, ne, in čakala sem prav tisto maščevanje, kdaj jih boš, ne, postavil pred dejstvo in pred policijo in vseh. To je pa prvi morilc, za katerega mi je iskreno žal, da se je to zgodilo. Pa se je že v jezer. Ja, virus tudi. Virus tudi, ja. Ja, tudi, ampak tle malo bolj, ne. Pa tudi že v jezeru v bistvu, ne. Ja, no, veš kako, čak, zdaj, to ti misliš, ne, zdaj, me, gospe, ti bomo kaj drugega odgovorila, tako da pustimo jezero v tem smislu. Tle mi je res žal, a si imel kakšno dilemo, si rekel, dajmo kakšnega zlobca kaznovati, dajmo, a ti bilo to tebi hudo? Jaz sem, večkrat sem tudi dobil en tak navdih iz Kunderovega romana Šala, če poznaš zgodbo osnovno. To je prejšnje življenje, ja. Ja, saj jaz sem tudi zgubil, spomin, ampak približno tam človek je imel smolo, na nepravem času, na nepravem kraju, z nepravimi motivi, tako da naredil je prav, ampak razpletlo se je pa vse drugačno. Tako nekako sem si zastavil to. Ja, veš, kar malo mi je kar hudo, ko pomislim.
A si se Triglava lotil zato, da ta simbol slovenstva, ne, ta naša moč, ta naš vrh, da pokažeš drugo plat našo, ali da se malo dotakneš tega našega moralnega, ne vem, vse živega simbola Triglava? To so bile sporadične stvari. Jaz sem, lotil sem se ga zato, ker sem pač dobil ta navdih z tiste dejansko nesreče, ki se je zgodila, ker je bil blaž stres, ta moj sodelavec in moj plezalski partner takrat dejansko tam in je opravil to, kar v knjigi pač opravi Taras. Pa tudi zato, ker mi je to nek domač milje, ne, a veš, jaz se nisem rabil iti na Triglav, da bi videl, kako je tam, ne, ker sem bil že, ker zdaj, ko imam neko naslednjo stvar v glavi, bom moral iti parkrat, ja, da skapiram, sploh, da dobim, ne, tist feeling za zgodbo. Bolj ali manj vseh stvari, ki se jih lotevam, imajo neko dejansko praktičen temelj. Triglav sem se lotil zaradi nekega navdiha, pa zato, ker pač okolje poznam. To dejanski umor tujca, ki se Tista sicer kritika zgodil, zraven in to je pa ja, seveda. Ne, to, je tudi tvoj, kako bi rekli, strokovni sodelavec, gospod Balažic, patolog, a ne, se je tudi z dejanskim umorom, ne sicer na Triglavu, ampak nekje blizu ja, v ukvarjal. Dolini Sedmerih, tam pod Triglavom, ja. Tiste je ostalo nerazrešeno do danes. Ne. Ja, to je pa povedal na pogovoru na knjižnem sejmu. Ti nas še dodatno zmeda s tem, da pada dež, se bliskajo strele in tako naprej. In vsi so seveda prepričani, da truplo, ki leži na Triglavu, je posledica tega, da je vanj strela trešila. Ja, sprva to mislijo, potem ko opravijo obdukcijo tam. Pa ugotovijo, da je v bistvu in strela van ga trešila in nekdo ga je ustrelil, a ne? Ja. Tako da malo pazite, ko greste na Triglav, v kakšnem vremenu, ne? Pa s kom, ne. Pa s kom, ja. Zmeraj mi je dobro imeti blaža stresa, se mi zdi, sabo tvojega prijatelja. Tiste, fajn, ja. A glede na to, da si že od Jezera naprej sodeloval z forenziki, patologi, različnimi strokovnjaki, detektivi in tako naprej, a se še vedno, recimo si se tudi pri Triglavu posvetoval, ali imaš že vse te postopke toliko osvojene, da ti mogoče se ni treba več strokovnjaki posvetovati? Ne, jaz se še zmeraj posvetujem s temi starimi, za bolj ali manj tudi, če govorimo o istih stvareh, ki jih sproti pozabljam, tako da Dorian Keržan je moja redna stranka, bi rekel, da ga kličem tja na forenzični laboratorij in pol se dobiva v bufeju tam čez cesto in ga gnjavim. Po pa vsakič pa kdo nov, ne. Zdaj sem imel z Drogarta sodelavca in vedno kak nov, pač glede na specifičnost tiste zgodbe, ne. Nedolgo nazaj sem poslušala neko razpravo, ne vem več kje, mogoče celo pri nas na festivalu, da kako se dosti malo slovenski romani dotikajo sedanjosti, da ljudje to neradi komentirajo, popisujejo to obdobje, ampak meni se zdi, da če mi, da mi s tvojimi knjigami, kljub temu, da so žanrske, da gre za kriminalne zgodbe, pravzaprav čisto vsakič dobimo trenutno zrcalo družbe. Ti si v bistvu en redkih, ki v bistvu seciraš družbo čez ta tvoja literarna trupla, ne? Veš, kako je, saj tudi tisti, ki pišejo knjige o prvi svetovni vojni, o drugi svetovni vojni, ne pišejo o knjigi o tistem času, pišejo o svojem pogledu na tisti čas, tako da se mi zdi malo poceni zamaskirano mnenje o družbi prodajajo, ne. Mislim, jaz se aktualnim zadevam ne bi mogel izogniti, niti ne bi hotel, ne. Mislim, ko sem se lotil pisanja kriminalk, se nisem podal v ta pisateljski svet z namenom, da bom, a veš, pisal neko kič literaturo, pa to, če ne bi stal za vsako svojo kriminalko, prav tako kot stojim za vsako svojo knjigo iz prejšnjega pisateljskega življenja, pač ne bi pisal, ne. Mislim, to, da me od takrat naprej, ko pišem kriminalke, vsaka nagrada spregleda, je njihov problem, ne moj, ne. Ja, veš kako, to pri nas se mi zdi, da čist problem mentalitete, da se umetnost in literatura jemljeta kot nekaj še vedno vzvišenega, pomembnega, nad ljudmi in više, ko sežeš
bolj je to, ne vem, pomembno, da imamo problem z žanrsko literaturo in s tem, da je literatura popularna. Tudi če bi se komu to zdela vrhunska literatura, se bo podatku, da gre za žanr in da je dobro prodajen, najbrž takoj umaknil in sicer... Ja, sej jaz enkrat neprevidno izjavo na vprašanje, če živim od tega, sem pač rekel, da ja, ker pač me mama naučila, da ne laži in to si ljudje pač razlagajo po svoje, to, da živim od tega, ne, in izgleda to nek velik greh pisateljski in v redu, če mislijo, da zelo fajn živim od tega, ne. Tadej premalo trpiš, ne? A veš, premalo trpiš, ne hodiš vase, se nisi, ne, saj si padel v hribih, to je bilo kar groza, ne, to je bilo res hudo, ampak a veš, to je nekaj fizičnega, ne. Ja, ni bilo poduhovljeno. Ja. In tudi predobro ti gre, mogoče, a veš, da bi te v tem smislu nagrad in tega resno jemali. On se ima dobro, on dela to, kar ga veseli. Če pa malo trpel pri svojem delu, te mogoče pa drugače obravnavali. Pa ljudje berejo te knjige, veš, to je greh. Ne. A je to se sliši kot floskula, ampak a je to, da ljudje množično kupujejo tvoje knjige in te berejo, zate večja nagrada, kot če bi dobil ne vem katerokoli drugo literarno ali kakršnokoli nagrado povezano z literaturo in umetnostjo? Mislim, gled, brez tega bi vse drugo ne bi imelo nekega smisla, ne. Mislim, to je tako, kot smo mi včasih tudi plezaš, v bistvu ne samo zaradi sebe, ne. Čeprav smo se vsi tolažili, vse sami zase plezamo, vsi kaj nas briga, če kdo ploska ob tem, ko se splezal nekaj težkega, ampak v bistvu ni bilo res, ne. Plezali smo tudi za druge, ne. In pisanje je pa podobno, ne. Seveda pišeš tudi zase, da si zadovoljen s tistim, kar je ratalo, ampak če drugi niso, potem po enem tretjem, četrtem poskusu se lahko nehaš tolažiti s tem, da če je meni všeč, je pač v redu, ne. Ker ni v redu. Pa če že bi si želel recimo Prešernovo malo nagrado ali kar za življenjski opus? Ja, zdaj, to je dobro vprašanje, ja. Do zdaj bi bil zadovoljen z malo, ampak še kakšno leto ignorance in pol pa bom že doma jamral, zakaj mi ne dajo velike. Milena Zupančič mislim, da je dobila veliko, moja prijateljica mimogrede pri 45, če se ne motim. Veliko življenjsko Prešernovo nagrado, pa prej je že dobila nekaj manjših, ne? Veš, da ne vem, če je dobila manjšo prej, a se jih dali kar ta... V Mileninem stilu, nič teh manjših nagrad, tako je veliko. Ja. Mislim, da po Cvetju jeseni so kar se odločili. Ja, le, v bistvu so tako, kot Milena, si tudi tista že postala nacionalni zaklad pravzaprav. Nedostojno je mene omenjati v istem stavku z njo. Z njo? Ja, le, ampak si napisal knjigo o njej in pri vseh tvojih biografijah mi je všeč to, da govorijo o jeziku tistega, o katerem ti govoriš, ne? A je razlika, če se ti sam odločiš, katero biografijo boš napisal, ali te za to recimo najamejo? Zdaj v bistvu že kar nekaj časa me sam najemajo, ne, hvala Bogu, tako da, ampak ne, ni neke razlike, ne. Mislim, jaz sem se naučil tega poklica, pisanja predvsem biografij kot novinar, ne, a veš, in tudi se, tako kot sem že rekel, že moja ena od 2 desetk na faksu je bila prav z intervjuje, ne. Izgleda, da imam nek občutek za govorjen jezik, ne, da ga znam prevajati v neko berljivo slovenščino, ker ni isto, ne, če bi zdaj mene dobesedno nekdo dobeseden zapis tega, kar je Cljam tu govoril, kar je Cljam tu zapisal, to ne bilo ničemu podobno, ne. Ampak skozi nek filter moraš znati to spustiti, da ima človek, ki bere, občutek, da je tega človeka sliši, čeprav seveda to ni on, ne. In to sem očitno znal, ne, oziroma znam in zato so moje biografije tudi, se mi zdi, večkrat dobim ta kompliment, da imajo občutek, kot da poslušajo tega človeka, ne. No, jaz vseh tvojih, ki si jih opisoval, ne poznam, ne, se pa spomnim tega, da si mi rekel, da ko sta s Petrom Čeferinom začela, da si on predstavljal tako, da ti bo narekoval svoj tekst, ne. Ja, tako približno izgleda, le, ko na sodiščih, ne. Mislim, jaz sem takrat bil, mislim, da je bil 4. v vrsti, zelo, eno obdobje je bilo, to je bilo lih takrat pri jezeru nekaj, ker nisem imel ne službe, ne denarja, nič in pol sem si
od Milene Zupančič, Alenke Bratušek, mislim, da je bil tretji ali četrti v vrsti in sem ga pustil že mesec dni čakati in bil malo nervozen. Ne. In ko sem prišel v njegovo pisarno tam v Grosupljem, je on kar narekoval. Enih prvih 3 seanse so imela tako, da sem jaz tisti hiter pisal, on je pa narekoval in potem sem mu spustil, pa se še nekaj pritoževal po mailu, sem mu odgovoril, da jaz nisem tvoja tajnica, najdi si drugega zapisovalca in pol so pa v bistvu zgladila spore na nek način. Sem mi upravičil in so nadaljevala delo. Si predstavljam, da se zdaj dobro razumeta. A sta se že prej poznala? Je nujno, da poznaš človeka, o katerem boš pisal? Ne, jaz sem z Aleksandrom naredil intervju za Playboy takrat, on je pa potem mene nabavil za rojstni dan svojega očeta. Za 80 let je imel takrat. Prav drugi kupujejo velike torte, pa kakšne gospe da skačejo ven, čeferini so si pa tebe privoščili za rojstni dan. Ne, mislim, pol sem spoznal celo familijo in so v redu, no, kaj ne rečem. A imaš še kakšno biografijo v planu? Zdaj, ja, septembra se dobim z enim, ki me je poiskal že tam februarja, pa sem imel toliko dela, da sem rekel, da se morava še enkrat septembra dobiti, pa mu bo bolj povedal, če lahko delam ali ne. Tako da izgleda, da bo moral delati. Te pa recimo ne vem, kakšen politik ali pa skoraj da svoj menjak poklical pa rekel, jaz si pa želim, da vi napišete o meni biografijo, recimo Golob po Golobu ali kaj takega. Ne, Goloba se spomnim, da sem omenjal, oziroma da ga je Alenka Bratušek omenjala pri njeni biografiji, da je bil on takrat tudi eden od kandidatov tiste stranke, takrat Jankovićeve, ko so Jankovića nogirali, pa ne vem, kaj že bilo, mislim, da zaradi družinskih nekih zadev se ni lotil takrat politike še. A bi komu rekel ne za biografijo, recimo? Ali pa... mnogim bi rekel ne. Ali kje kdo, ki se sam ni javil, pa bi si ti želel o njem pisati, recimo? Jaz imam toliko drugega dela, da si niti ne želim pisati biografije več. Okay. Zelo nerad pristanem, če že moram, no. Ampak prav izziv mi pa nisem. No. Veš, ko jaz berem tvoje kriminalke, recimo si delam za vsako nekaj zapiske ali v knjigi in tako naprej, ne, seveda najprej osebe, da si jih zapomnim, kako je ime, osnovne značilnosti. Tudi jaz, ko pozabim. Kako ti moraš biti sam sebi fenomenalna tajnica režije, bi se reklo, ker te ženske so, oziroma ti, ki delajo to posel, si morajo vse zapomniti. Kakšen sistem imaš ti svojih likov, da jih peleš naprej, kot jih peleš, da recimo ne padeš v zanko, pa si mu v prejšnji knjigi pripisal neko lastnost, zdaj pa recimo, govorim na pamet, kontra in tako naprej. Kako spremljaš to? Kako veš? Ja, vse to je najhuj, ker nimam sistema. Ne. Jaz pol brskam, jaz imam računalnik shranjene kriminalka 1, kriminalka 2, kriminalka 3, pol moram najprej razmisliti, kak naslov ima kriminalka 3, recimo, ne, pa v kateri kriminalki nastopa, pa v kateri kriminalki pišemo o njegovih lastnostih, teh, ki jih moram pač omeniti spet, pa kako je ime Brajcu, ne, recimo Pavle Brajc, to sem zdaj naučil, Osterce Zoran, recimo. In potem si delam, da en tak fajl imam osebe, imam vsakič napisan in pol pač osnovne njegove poteze, Osterce je redko beseden, barvo las ne vem, ta moment. Skratka, iščem za nazaj. Ne. Zdaj, ko se lotevam te 7. kriminalke, se bom moral pa lotiti še enkrat Moj Triglav, moj dom. Ne. Ker smo toliko veliko spreminjali na koncu, da ta moment res ne vem, kako se konča kriminalka. Ne. Mislim, ne vem, a veš, a sta šla Alenka in Taras na razne, ali nista šla, a je šel k Brajcu živeti, ali ni šel, ne vem, res ne vem. A mu povemo, ali ga pustimo, da prebere svojo lastno knjigo? Se pravi, veš, tam on je bralc, ne, on je pa avtor, ne. Ti imaš precej natančne bralce, tudi jaz sem recimo dobivala maile od kakšnih zdravnikov, da bi so predlagali kakšen popravek ali pa tako, zelo se ljudje angažirajo, ko berejo tvoje knjige, da ali povejo svoje mnenje ali pa če slučajno vidijo kakšno napakico. Tako, ne vem, če za koga dobivamo toliko
kljub temu, da nekih popravkov, ampak tako bi rekla, entuzijastično, veselo. Glej, kdor dela, dela napake. Natančne bralce imaš. Mislim, jaz veš, koliko jaz treniram svoj odziv na podobne kritike in to, ker vem, da bo neizbežno je, da prihaja do napak. Ne. Tudi, treniram tako, da MMC odprem, RTV, pogledam po tekmi Dallasa s komerkoli in preberem kritike, ki letijo na račun Dončića. Ne. Človek zaslužil, ne vem, 80 milijonov dolarjev in tam pametnjako že mu solijo pamet, vsakič znova. Ali pa zdaj Pogačar na dirki po Italiji, ne, suvereno prvi, ampak jaz ti opazila, da ni zmagal, še 5 etape bilo, ne pa sam na eni zmagal. To ne moreš verjeti. Človek se je mislim, tako da... Jaz si predstavljam, da je to mogoče kakšen gospod, mogoče ne starejši zavaljen, ki to vse s kavča spremlja, ne? In te imajo zihar, ampak... Ne, saj se trudim, da je bilo čim manj napak. Jasno, da se trudim. Hočem reči te, ki kritizirajo Pogačarja in te, ne? Ja, ja. Ne, to ljudje so pametni. Jaz mislim, da nasploh je bralcem žanra bolj mar za te stvari. Bralci žanra so res izrazito natančni, ne? In jim je res pomembno, kdaj sonce vzide in kje v stanovanju bo to sonce izšlo. Ker isto se pravi, pri fantaziji je isto, ker se mi zdi, da bralci žanra se te stvari res zapomnijo. Ker kaj, pri navadnem romanu je pa to stvar navdihala in osebnost in se nas manj tiče. Ja. Mislim, jaz pri sebi vidim, ne. Jaz tudi pri žanru, ne, vidim mislim, na vsako letnico, vsaka taka stvar mi ven skoči, ko pač berem, ne, sodoben slovenski roman ali prevoden, mislim, berem, ne. Jaz sem zadnjič lih gledal, je bilo na TV Slovenija, je bil dokumentarc o Tonetu Partliču in njemu je en kritik v kritiki omenil, da ko je napisal o nekem ribolovu, je pisal, in ker je strastni ribič, da s podmetalko pa takega soma ne moreš ven potegniti. Ne. Podmetalka je tista mreža na roke, ne, ki gre ven. In ga je nahrulo tega kritika. Ne. Je rekel, knjigo mi lahko miniraš, ampak v mojem ribiškem znanju pa ne boš dvomil. Ne. Dosti je takih, ne, veš, tudi takih pripomb, ki nimajo točno neke povezave z literaturo, ki pa dvomijo v stvari, ki pa sem prepričan vanje. A ti prebereš kritike? Sicer smo ti probali zrihtati veliko več intervjujev kot kritik, ker so intervjuji bolj zanimivi, ker si ti zanimiv, ampak vendar tu pa tam se najdejo tudi kritike. Bereš kaj? Mislim, glej, kritike pridejo do tebe, hočeš ali ne. Mislim, jaz, ko sem napisal mladinski roman Zlati zobne, takrat se spomnim prav, da sem se izogibal, ker sem vedel, da bom dol batine na nek način, ampak odprem spletno stran Dela in Kulturo in sam naslov pa sem bil že pečen. Ne. Poskus, neuspešen poskus romana, mladinskega romana. Ne. Ni mi bilo treba brati kritike naprej. Tako da pridejo do mene, ampak imam en filter mojcev, ki prebere najprej, pome pa pripravi na... Kako kaj kaže z nadaljevanjem snemanje TV serije po tvojih romanih? Imamo Jezero, imamo Leninov park, Dolino rož. To me pa zelo veseli, da je to najbolj pogosto postavljeno vprašanje na podobnih seansah. Ne vem. Ker v času prejšnje vlade oziroma prejšnjega vodstva si rekel, da s takimi ljudmi ti nimaš kaj delati in to je bilo zelo odmevno, da si ne želiš, da bi te oni povabili k temu, da še naprej snemajo po tvojih romanih serije. No, zdaj imamo novo oblast, na RTV je čisto vse drugače in boljš. In... Stvar je pa taka, da desnica, ko pride na oblast, naredi revolucijo, levica pa ne naredi nič. To se mi zdi, da je ta sedanjost, v kateri smo se zdaj znašli. Ne, da ne bo užalila vseh ljudi na planetu Slovenija, bo pustila stvari tako, kot je. Ne. Tudi Marcela je po neki vmesno varianto, Marcela so vrnili, ne pa Studia City, tako na pol vse skupaj. Ne. Ja, meni tudi zgleda, veš, se je super to intervju, ampak kje pa ostali del oddaje, ne? Ja. Se pravi, ni klicev, ni pisem, ni... Ne, poleg tega itak so zdaj nekih silnih finančnih težav. Ja, je res, ja. Že Jezero smo spacali skupaj kumi s tistim denarjem, tako da njihov mok, mislim, da pove svoje, ne, da bojo snemali v imenu ljudstva in podobne stvari.
kaj zahtevnejšega pa ne. No. Pa lepo šanso bi imel Tonc, da bi popravil svoje delo, ne, Ja. recimo. Če nič drugega, lahko Pa da da... bi se naučili, da so 3 deli premalo, da gre prehiter. In zdaj, ko smo se mogoče nekako naučili vsaj osnovo, ne, bi bilo fajn narediti kaj orang. No, pa. Ja, meni se tudi začeli so smisloma, da nadaljuje z vsako knjigo, če ne z vsako posebej, recimo vsaj, kot so naredili z Lenovim parkom pa Dolino rož, da so jih dali v eno, ampak kar na sred smo obstali. Pa s tem, da je bilo gledano, a veš, mislim, ni to utonilo v nekem negledanosti. Pa, A veš kaj, to je cela Slovenija sedela doma in čakala tole premiero Jezera. Sem prepričana, da so bili to blazni rejtingi, ne. In ne vem, pravzaprav ne razumem, ampak to ni najina stvar, ne. Mogoče, če zadanem na Eurojackpotu, jim dam denar, da naredijo serije po tvojih knjigah naprej. Bi dovolil? Ja, seveda, zadeni pa. V kratkem bomo, oziroma je že išla zadnja knjiga, to je Kolesarski vodnik Pikčasa Slovenija in jo bomo tudi predstavili v Novem mestu, pravočasno boste zvedeli kaj. 4. julij je rekla šefica, zapište si v koledarje. Dan borca, ni. Obeta se, poleg tega, to ne bo navadna predstavitev, samo pogovor o tem, ampak si predlagal tudi, da bi se z določenimi zmenili, tudi tisti, ki je prišli na predstavitev, bi lahko jih potem peljal na eno tole turo do Torške gore. A se lahko tega vsak udeleži, recimo jaz nimam blazne kondicije, a bi to prenašal ali vabiš tiste, ki so strenirani, ki imajo kondicijo? Mislim, da ta vodnik je v bistvu te ture, te kroge, ki so opisane, so namenjeni bolj, bi rekel, resnim rekreativcem. No. Posebej ta na Trško goro je sicer je ocenjena po moji rekreativni lestvici od 1 do 5 je s 3, ampak je, vsej poznate, strma. Ne. Na Trško goro je sicer kratek vzpon, ampak dosti strm, Ja. pol je pa še proti od Herinje vasi naprej tudi drugi del, ki je ravno tako strm. No. Ni predolga, mislim, da je nekih 57 km, nekaj takega, ampak te lih ne bi priporočal vsem. Ne. Je pa ena še, ki začne z Novega mesta, je boljša, no. Tako prijaznejše. To te ne bom prvič vprašala, jaz sem odgovor že slišala, ampak sem prepričana, da ljudi zelo zanima. Ti si se lotil tisočakov, ne, v tej knjigi. Ne, jaz sem dobil idejo, osnovna ideja je bila, da bi te slovenske vzpone, ki dosežejo pač 1000 nadmorskih metrov, mislim 1000 metrov vzpona. Ne. Potem sem to zelo hitro skapiral, da je teh premalo, da bi samostojen vodnik delal, to so, v bistvu je to Krvavec, pa je Vršič s Trentarske strani, pa potem Kolovrat recimo, pa pogojno Kum, nekaj metrov mu manjka, pa če začne s Trbovlje lepo, potem sta pa še Rogla pa Mariborsko Pohorje, mislim, da jih je 7 v Sloveniji. Ne. Potem sem pa dobil idejo, da bi pač več teh malih vzponov povezal v krog, tako da si pač daš tisto kolo na streho avta ali pa kamorkoli in tisto avto pustiš nekje in ta krog narediš in da ti vzponi v seštevku dajo najmanj 1000 metrov. Ne. Se zato me preseneča, da imaš tudi turo po Prekmurju, ne. To si se mogel kar namatrati, da si najdel Mislim, tega tista, tisočaka oziroma teh nekaj njih. Ena tura, ki gre štarta z Murske Sobote in gre pol do Lendave, tam je edini vzpon, ki je čez avtocesto tisto nadvoz. Ne. Ampak takoj v Lendavi je pa strm klanc pol do Lendavskih goric, do Vinarjevma, pol pa zavije v Goričko, tam pa nabereš nekaj višincev. No, tako da sem jih dobil za 1000 sem rabil tam nekih 140 km. Ne. Ampak sem potem naredil še po Goričkem, tiste pa zelo ljubka tura, nekih 90 km, pa tudi nekih 1100 višincev. Ok, katera bi bila recimo zame, ker nimam kondicije električnega kolesa, pa lahko še zmeraj to naredim, pomeni za nekega zelo podpovprečno gibalnega človeka? Nobena. Ne, mislim, z elektriko je edin to po slovenski Istri je čudovita tura. To bom tudi, se sem obljubil v Gogi, da bom pelal komplet
zasedbo. To bo naš prvi sindikalni, se mi zdi, skupni izlet. Se pravi, kolesarski vodič je šel, kriminalko pišeš, a delaš še kaj, kar ne vemo? Zdaj sem v bistvu na nek način končal, delal sem besedilo za strip po romanu Bobri od Janeza Jalna. To je zdaj že bolj ali manj narisano, zadnje korekture in bo šlo v kratkem v tisk. Potem delam pa še eno biografijo v stripu, v bistvu, ki pa še čisto točno ne vem. No, napisal sem že, ampak zdaj bo pa še tisti risar povedal svoje. Pa. A to z istim risarjem delaš ali? Ne, to Bobre je Peter Škerl, za ono drugo pa Devetak, Jurij Devetak. Okay. V redu. A se kdo javlja, da bi kakšen film mogoče posnel? Če že ni serij. A za Bobre ali kaj? Ne, za tvoje knjige. Ne, za Bobre se mi zdi, da se obeta gledališka predstava, ki bi jo naj jaz tudi pisal besedilo prvič, da bom, no, če bom, ko me zelo zanima, v bistvu za gledališče sem se od nekdaj želel delati. No. Sicer sem se predstavljal Miljan Zupančič pa Radka Poliča, zdaj sem malo zamudil, no. Lej, Milena po mojem to lahko sama naredi. Ja, verjetno res je. Katera knjiga, ki je nisi napisal ti v zadnjem času, ali pa mogoče film, ali pa nadaljevanka te je, bom rekla, navdušila, da si to z veseljem bral, gledal, bi nam priporočal, recimo? Zdaj grem skozi kot bralec eno sadomazo fazo, tako da berem bolj take stvari, ki se na začetku zastavim, da jih bom prebral in pol odtrpim do konca, čeprav jih najbrž ne bi. No, tako da nisem nič novega, nisem takega bral, da bi dol padel. No. A še zmeraj gledaš Umore na podeželju Barnabija, starejše dele? Ali? Ja, še zmer, če ulovim kje. Ampak zdaj Barnaby je bolj ali manj ta nova verzija nekje in tisti je v redu, ampak ni tako v redu, kot je njegov bratranec. Skratka, danes je ena od priložnosti, ko lahko kupite knjigo po prijaznejši ceni, da vam lahko kaj napiše v knjigo in če ne boste takole na glas vprašali, ga pa vprašate na 4 oči. Najlepša hvala, da ste prišli. Hvala tebi, Tadej, da kar naprej zelo dobro pišeš in nam daješ veliko fajn dela in se vidimo kmalu na predstavitvi kolesarskega vodnika po Sloveniji. Pikčasta Slovenija.